Lep pozdrav iz Trbovelj, mesta akrobatov, kjer se zbirajo mladi, ki želijo s svojim entuziazmom, idejami, produkti prodeti v podjetniški svet. Nedavno je v ta svet stopil tudi človek, ki je v svetu politike v Sloveniji v resnici kot edini dosegal vse. Bil je poslanec v državnem zboru, predsednik državnega zbora, predsednik vlade, predsednik države in europoslanec, ki je zdaj orje ledino v podjetniškem svetu. Zato je tudi naš gost, gospod Pahor. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Hvala, ker ste prišli. Ste vi zdaj podjetnik ali politik? Podjetnik. Kako se počutite kot podjetnik? Odlično. Za to odlično počutje obstaja več razlogov. Prvi zelo pomemben razlog, morda najpomembnejši, je ta, da sem zaključil svojo politično kariero po 32 letih z zadoščenjem. Nič obžalovanja ni v tem, da sem zapustil nekaj, kar sem ljubil vsem srcem, se v celoti predajal temu in po svojih najboljših močeh služil ljudem. Ko sem zaključil kariero, tisti dan, 22. decembra, ko smo s Tanjo in Lukatom, ko smo zapuščali predsedniško palačo, sem odhajal po eni strani utrujen, ampak z veseljem. Zdelo se mi je, da sem zaključil politično kariero tako, kot bi si vsak želel. In ko smo se potem odpravili na kosilo, sem jaz že začel z razmišljanjem o tem, kaj me čaka v prihodnje, in na to sem gledal z enim velikim veseljem, čeprav z neko negotovostjo, ampak z nekim veseljem. In v teh 2 letih sem si ustvaril svet, ki ga imam rad, to, kar delam z veseljem. Če delate nekaj z veseljem, delate rad, delate dobro, in se odlično počutim in sem hvaležen usodi, da je tako milostna z mano. Povejte nam, kakšen je zdaj vaš ta podjetniški svet? Kako ste organizirani kot SP, imate zavod? Kako ste organizirani, kako delujete? No, ko predsednik republike zaključi mandat, ima po zakonu 1 leto torej pisarno, pa 2 sodelavki, 3 mesece tudi še varovanje. V tem času naj bi nekako prišlo do te tranzicije iz javne sfere, bodisi v upokojenske vrste, kot je bilo to v primeru recimo predsednika Kučana ali predsednika Tirka. Žal je predsednik Drnovšek kmalu umrl po koncu kariere. No, jaz pa sem prvi predsednik v Sloveniji, ki je šel v zasebni sektor, in vsi skupaj ugotavljamo, da je to precej posrečena ustavna ureditev. 1 leto ti omogoči, da do zadnjega dne delaš za ljudi, ki si jim dolžan, ki jih predstavljaš kot predsednik republike, ne razmišljaš o prihodnosti, ker ti potem tisto leto, ki ga imaš, omogoča, da to storiš. In v tistem letu sem jaz opravil veliko razgovorov z mojimi kolegi, prijatelji, bivšimi predsedniki vlad in držav, kot veste, jih poznam zelo veliko, in predsedniki komisij evropskih, ki so mi svetovali pametne stvari, me opozorili na nevarnosti, ki me čakajo. Predvsem so mi svetovali vsi po vrsti, da imam portfelj aktivnosti, da nimam samo ene aktivnosti, ampak en portfelj, en okvir večjih poslovnih aktivnosti, kajti ko stopiš na novo in na hitro v zasebni sektor, v poslovni svet, je prav mogoče, da se kakšna od zamisli, ki jo imaš, ne bo posrečila. Torej, ena od obveznosti, ena od poslovnih poti je povezana z mojim mednarodnim svetovanjem. Jaz imam večino klientov v tujini, enega tudi v Sloveniji, zato ker sem bil z njegove strani posebej naprošen in ker sem poznal njegovo družino, sem se tako odločil, da mu malček naredim tudi te čisto osebne usluge, drugače pa imam rad to, da imam klientov v glavnem v tujini in da zanje potem tudi delam. To je v bistvu core business. In tega delate kaj? Preko podjetja? Preko SP-ja. Preko SP-ja. To je ena vrsta dejavnosti, delam jo zelo rad, je zelo po svoje naporna, zahtevna, odgovorna. Naj takoj povem, da je zame klient vse. Želim, da izpolnim njegova pričakovanja, da se izkažem, rad to delam, to tudi, kar ponavadi želi s pogodbo, 1-letno ali večletno, tudi znam delati. V glavnem gre za to, da se izkorišča to moje poznavanje političnih procesov, geopolitike, da se izkorišča moje znanje, poznavanje ljudi po svetu, ne samo politikov, tudi poslovnežev,
in vse to mojim klientom koristi. Druga zelo pomembna dejavnost, to je tudi najbolj donosna dejavnost v mojem portfelju. Potem je tukaj moja govorniška dejavnost. Jaz sem prav tako s pomočjo pomembnih, uglednih ljudi iz sveta politike in posla dobil potem svoje mesto v Londonski agenciji za govornike. Na svetu obstajata dve agenciji, ena je v Washingtonu, velike agencije. To sta dve največji svetovni agenciji, Washingtonska in Londonska. Meni je bilo svetovano, da se na koncu odločim za Londonsko agencijo, sem se za njo tudi odločil in po več mesecih so se pač odločili, da čeprav prihajam iz majhne države, čeprav načeloma nisem zelo znan med splošnim občinstvom po svetu, so pač moje reference morda dovolj zanimive, da bi bile pomembne tudi za globalen trg. Namreč sem edini, ki je bil predsednik vsega, ne? Na vseh predsedniških funkcijah, nihče take kariere nima, 9 zaporednih zmag, vseh sort se je dogajalo v tem času in so me sprejeli. Torej, London je danes moj ekskluzivni agent in skrbi za moje govorništvo, v glavnem v centralni Aziji in na Kitajskem. Na Kitajskem sem se našel in tudi tam tako s klienti kot na govorniški ravni največ delam. Ampak samo da vskočim tukaj, ne samo da bojo tisti, ki naj jo poslušajo ali gledajo, ne razumeli, ne, vi ste zdaj v bistvu sodelujete z London Speaker birojem, kjer so, ne vem, nekdani francoski predsednik Hollande pa nekdani guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, ampak govorim vam, da gre za pomembne in vplivne nekdanje politike. Ne? In zdaj me zanima v bistvu, kaj vi zdaj počnete zanje, ne? In ali te ljudi tudi srečujete, kako to vse skupaj deluje? Torej, recimo vzemiva primer, jaz odpotujem v Peking prihodnji teden. Čisto slučajno je zdaj znova Peking, lahko bi bilo tudi kaj drugega. Prihodnji mesec sem recimo v Londonu, v Ženevi, pa spet potem v Pekingu. No, recimo v Peking odpotujem v petek, v soboto prispem v Peking, zvečer je taka, bom rekel, delovna večerja, potem pa prost zajtrk, potem pa že delovno kosilo, no potem sem pa povabljen in zato me tudi plačajo, ker imam na banketu uglednih poslovnežev, kitajskih in tujih njihovih partnerjev, ob izteku leta svečan govor, je tak inspiracijski govor, 40 minut dolg, in to je moje delo. Še po končanem tako imenovanem speaking eventu, se pravi po banketu, me šofer zapelje na letališče in odletim z letalom nazaj, tako da sem čez 3 dni že nazaj doma. Dejali ste, ne, da vas šofer odpelje na letališče. Kakšen je torej potem protokol? Kakšen je zdaj vaš status? Ne? Kaj letite v biznisu? Vas potem, ko prijete na letališču, počaka avtomobil? Ali greste čez navadne, da vas malo provociram, čez, ne vem, tam, kjer gremo navadni, običajni zemljani. Kako je zdaj s tem protokolom? Kako vas... Ta protokol ureja pravzaprav moj status bivšega predsednika in država, v kateri sem, običajno, zlasti če so to države, kjer sem pogosteje, potem uredijo tako, da sem v bistvu sprejet kot bivši predsednik. Sicer ves potem prevoz, organizacijo hotelov in vsega prevzame organizator, se pravi Londonska agencija, ampak prestop recimo policije in migracij pa prevzame njihova država in mi uredi tako, da ko pristanem, varno in hitro pridem do avtomobila, šoferja in varnostnikov. Namreč, ko delate za Londonsko agencijo, imate tudi varnostnike na vsakem speaking eventu. Vi ste bivši predsednik države in oni so pred kitajsko državo odgovorni za vašo varnost. In potujete v biznisu in čaka vas limo in tako naprej. Je skrivnost, koliko vas plačujejo? Nesorazmerno veliko. Nesorazmerno veliko. Glede na to, kar počnete. Ste bili presenečeni na tem, da recimo toliko cenijo te speakerje? To ni poklic. Vi ne morate nikoli reči, kolikokrat na leto boste to opravili, lahko opravite morda samo 3-krat, 4-krat, lahko pa tudi 6-krat, 7-krat. Nesorazmerno dobro je plačano, priznam, zato ker se sicer terja nek trud, ampak na koncu koncev vi govorite o stvarih, ki jih poznate praviloma, drugače vas ne vabijo. In
Veste, ko vas recimo gostitelj najame, klient najame pri londonskem biroju, to običajno naredi enkrat, dvakrat v svoji karieri. In takrat hočejo imeti nekoga, ki zbudi zanimanje pri njihovi audienci. To ni enostavno. Recimo, ko sem zadnjič govoril, je bilo recimo, sem celo mislim, da na Instagramu to napisal, je bilo v dvorani 1500 ljudi in sem vprašal svojega gostitelja, koliko je milijonarjev, ker so bili to podjetniki, in je rekel, vsi so milijonarji. Tako da, če pač nekoga najamejo, ga hočejo dobro plačati in ga tudi, zato ker je to enkrat, na toliko časa to naredijo. In investirajo v to, hočejo pa, da ste vi absolutno brezhiben. In tukaj s tem je seveda povezan nek stres in vaša odgovornost, da dejansko opravite to vlogo odlično. Vi morate navdušiti to publiko, jo morate torej prej tudi spoznati, se morate v to poglobiti, se morate pripraviti, ne smete imeti nekega dolgočasnega razvajanega govora, ampak morate dati res vse od sebe. In če začutite publiko, če začutite recimo tako kulturno drugačno publiko, kot je publika v centralni Aziji, recimo v Uzbekistanu, v Azerbejdžanu, da ne govorimo o Kitajski, potem začnete uživati na odru in ko oni opazijo, da začnete uživati na odru, potem se tukaj zlijete z njimi in ko greste z odra, so zadovoljni, veseli, vaš klient pa tudi in mu ni težko pač odšteti. Ampak recimo, zdaj imate za sabo že nekaj teh predavanj, s čim recimo najbolj navdušite in kako jih v bistvu prilagajate? Ne vem, je kakšen, kako bi rekel, so neki triki ali oblike nastopov, za katere vedno veste, da bodo užgali, ne vem, in na Kitajskem in v Uzbekistanu ali kjerkoli. No, jaz imam tudi sicer rad humor, ampak zelo je pomembno, kako ga odmerite, zlasti recimo na Kitajskem. Kajti morate biti res perfektni in perfektno zadeti, to je bucika v kopici sena, da imate tako odmeren humor, da bo navdušil publiko, da je ne bo spravil v zadrego, ker ne bo razumela tega, kar ste rekli, a pa se boste vi zasmejali nečemu, kar oni sploh ne bodo razumeli. Tako da to terja pač neko pripravo in poleg tega morate govoriti dovolj počasi angleško, ker običajno teče prevod vašega govora preko umetne inteligence na displeju. Direktno prevaja umetna inteligenca v vaš govor v dvorani. Ali pa, če gre za slovesen nagovor, recimo jaz bom imel sicer zdaj banketni nagovor, ampak to ni slovesni nagovor. Če bi imel slovesni nagovor, potem pa je ponavadi prevajalka, ki prevaja tako, kot recimo prevajajo predsednika države ali vlade, recimo odstavek za odstavkom, zato da je bolj svečano in bolj... Tako da morate tudi to prilagoditi publiku. Vi morate začutiti publiko v dvorani. Približno to isto, kot če sem jaz kot predsednik vlade ali države prišel med ljudi. Želel sem, da jih začutim, da oni začutijo mene in da se čustveno nekako povežemo in da začnemo uživati v tem, kar si imamo za povedati. Ampak če pogledamo recimo zdaj Kitajsko, ki je velesila, kaj recimo tam zanima te poslovneže na Kitajskem? Kaj mi vi recimo razlagate? Če gre za strokovne teme, potem jih v glavnem zanima geopolitika in moj pogled na to, v katero smer se svet razvija v hipu, ko smo priča koncu nekega obdobja po drugi svetovni vojni, ki ga je določilo razmerje sil, zmagovitih sil po drugi svetovni vojni. Vendar v tem času, 80 let, je prišlo do sprememb, zrasla je Kitajska, zrasle so druge države, kot so Indija, nekatere druge države na zahodu so začele pešati v svoji moči, prišlo je do spremembe razmerja sil, gre za nek vmesen čas do novega obdobja. In večino ljudi, ki me najamejo za strokovne predavanja, je potem vprašanje, ali bomo prešli v novo obdobje, po mirni poti, ali bo sledila znova neka vojna, ali hibridna vojna, ali neke vrste nevarnostni incidenti, ki bodo potem vzpostavili novo ravnovesje sil. Kakšen je vaš odgovor? Vsi si želimo, da bi prešli po mirni poti, zato pa nimamo zagotovil, to moramo reči. Odvisno je vse od naše pameti in modrosti. Nimamo zagotovila, da je te pameti in modrosti dovolj. Vendar imamo po drugi strani dovolj zgodovinskih izkušenj, da poznamo ceno uporabe sile za vzpostavitev novih razmerij. Tisto, kar jaz poskušam, zlasti če me najemajo recimo za te pogovore banke, ki ocenjujejo varnostna tveganja. Jaz vedno opozorim na to, da je
posebnost te situacije, ki smo jo zdaj priča, pa ne bi šli v podrobnosti, ker mislim, da večini ljudi to zdaj ta hip ne zanima. Ta posebnost, ki smo jo priča v tem umestnem času, skozi zgodovino tam od Vestfalskega miru naprej, konec 17. stoletja do danes, ko definiramo mednarodno skupnost, je bilo teh umestnih časov kar nekaj. Ne? Posebnost tega umestnega časa je, da prihaja do strukturnih sprememb ne samo v političnem svetu, pravnem in političnem, ampak tudi v gospodarskem svetu. Se stvari precej menjajo. Tukaj je ta posebnost te situacije, ki je lahko tako spodbudna, kajti nihče ne more izračunati z gotovostjo, kakšne politične, gospodarske in vojaške koristi bo imel, če uporabi silo, kot seveda tudi slaba, kajti če bi prišlo do takega nezadovoljstva, da ne bi bilo mogoče več umiriti razmer drugače kot z uporabo sile, potem to seveda ni izključeno, da vlade ali drugi ne bodo posegli po temu, da bi pač poskušali torej zadržati moč ali je pa pridobiti. Ne. Tako da veliko je odvisno od nas, jaz upam, ne, mislim, da moramo vendarle končati z nekim optimizmom, da je dovolj zgodovinskih izkušenj, da vsi vemo, kakšna bi bila cena uporabe sile. Ne govorimo nujno o tradicionalni uporabi sile, kot smo jo poznali v prvi ali drugi svetovni vojni, govorimo tudi o uporabi sile, ki jo danes veliko bolj poznamo, in to je uporaba torej digitalnih orodij za to, da se spravi nasprotnika na kolena. Ta politična misel, ne, vidim, da vam še vedno gre. Ne. In zato me zdaj zanima, zakaj ste se vi potem v tem prehodnem letu, ne, enem letu, ko ste prenehali mandat predsednika, raje odločili, ne vem, za to, da greste v podjetništvo, kot pa, da bi, ne vem, si poskušali, glede na to, kaj ste vse bili, bi verjetno našli lahko tudi kakšno dobro plačano funkcijo, ne vem, kje v kakšnih institucijah znotraj Evropske unije ali kje druge. No, ni šlo brez tega, Uroš. Jaz sem, tudi zato, ker imam poleg vseh stvari tudi svoj privatni inštitut, ne? Zavod prijatelji Zahodnega Balkana. Takrat ste kandidirali? Jaz sem takrat kandidiral zelo iskreno, da bi prevzel funkcijo, ki je imel prej diplomat Lajčak. To je najbolj odgovorna diplomatska osebnost, ki ureja odnose med Srbijo in Kosovim. Ne. Vendar se potem Bruselj za to ni odločil. Ne. Veliko časa je potreboval za to, da je ocenil, ali bi bilo to prav ali ne, da nekdo s takim političnim profilom, ne, prevzame diplomatsko funkcijo. Ne. Nekako je bilo tukaj malček nelagodja tudi. Ne. Poleg tega pa tudi nekaj mojih pogledov, ki so odstopali od pogledov v Bruslju. Tudi danes zelo odstopajo od nekaterih pogledov, ki jih ima Evropska unija glede širitvene politike. Poleg tega pa v tistem čakanju, ali se bodo odločili zame ali ne, sem jaz seveda bil prisiljen začeti služiti kruh. Ne. In sem začel podpisovati prve pogodbe. Kot rečeno, pomembni in vplivni ljudje v svetu so mi šli na roke. Jaz sem obiskal takrat Tonija Blaira v Londonu, obiskal sem bivšega predsednika Evropske komisije v Madridu in se z njimi pogovarjal, pa tudi mnoge druge, in se z njimi pogovarjal, kaj mi je storiti. In so rekli, glej, pojdi po podjetniški poti, imaš ta talent, ti bomo stali ob strani. In tako se je potem začelo, da poleg dela v londonski agenciji sem se lotil tudi mednarodne svetovalne dejavnosti in v njej uživam, je tudi zaenkrat tudi zelo uspešna in moji klienti so s tem zadovoljni in to mi daje neko zadovoljstvo. Katera je bila, prej ste omenili prvo pogodbo, ste podpisali, katera je bila prva pogodba, ki ste podpisali recimo za trg? Prva pogodba je bila z kitajskim klientom. Torej, sem imel eno od prvih mislim, da prvi tako imenovan speaking event. Vi, ko greste preko Londona v tujino govoriti, imate tako imenovan speaking event, ker vaš nastop ni povezan samo s tistim osrednjim govorom na neki konferenci, ampak tudi s tem, da imate prej recimo delovno kosilo za gostiteljem, da imate potem recimo kakšne sprejeme z uglednimi poslovneži, ki so na takih sprejemih, pa potem seveda osrednji govor. No in spoznal sem tam nekega gospoda, podjetnega, velikega znanega kitajskega poslovneža, ki mi je želel vzeti za svojega svetovalca. To je bilo zame takrat novo, tudi na nek način tvegano, se nisem vedel, ali bom izpolnil njegova pričakovanja, potem pa se je izkazalo, da nekako zelo ustrezam njegovemu profilu in
zdaj že drugo leto odlično sodelujejo. Doma pa sodelujete tudi z Ivom Boscarolom. Kako je prišlo do tega sodelovanja med vama? No, to je pa povezano zdaj z mojo tretjo dejavnostjo, ki šele začenja svojo pot. V enem trenutku sem se mogel odločiti, kaj bom z mojimi socialnimi omrežji. Imam približno 350,000 sledilcev in rekel sem si, ko sem bil predsednik republike, sem to rabil za svojo politično propagando, zdaj tega v bistvu ne rabim več, ampak sem rekel, sledilci tukaj so, nekako jim je všeč to, kar počnemo. Če hočem, da sem še naprej zanimiv, moram tudi nekaj investirati. In potem je prišlo do tega, če že moram investirati, potem dajmo tudi kaj zaslužiti in je prišlo do odločitve o monetizaciji. Tukaj so bila zelo različna mnenja o tem, jaz sem prvi državnik, ki se odločil za to, da monetizira družbena omrežja, sem pa prepričan, da nisem zadnji. Absolutno ne. Jaz mislim, da orete ledino. Ja, v dobrem in slabem in mi ni žal, ker kot rečeno, da ohranite neko mentalno kondicijo, mora biti vaše delo ustvarjalno, kakšenkrat greste tudi preko meje, če hočete raziskovati, kje so meje, ampak nič hudega, ne. Tako da zdaj tudi zelo dobro, proti mojim pričakovanjem, dobro oglašujemo, čeprav sem sprva mislil, da bo to samo tak trivialen, usporeden dohodek, se zdaj izkazuje, da je to zelo dober dohodek, kajti tukaj se oglašajo pač ugledne mednarodne korporacije, ki vidijo tukaj priložnost za trženje brenda, bolj kot storitev ali pa produktov. Tako da sem zdaj že razširil svojo ekipo sodelavcev, zdaj na 6, tako da je to zdaj že cela ekipa. Ko sem se odločil, da grem na TikTok, kar je bila zahteva oglaševalcev, sem zbral potem 3 mlade ljudi, vsi so stari 19 let, no zdaj bo 21, tak je študent matematike in vodi to ekipo. Do tega pa prišlo tako, da so mi pisali, da bi radi delali zame, sem rekel, da jih ne rabim, pa so pol pisali še enkrat in so napisali, da ne vem, da jih rabim. To mi je bilo všeč in sem jih poklical na razgovor in smo se ujeli in zdaj sjajno sodelujemo. Zdaj veste, da jih... Ja. Mislim, TikToka ne bi sam tako hitro obladal kot z njihovo pomočjo gotovo. Ampak, a veste kaj, tole sem začutil, pravite, da malce testirate meje, a ne? Zdaj, a je to, ste testirali meje tudi s to? Kaj vam je narobe? Famozno, ne, famozno, samo, kako bi rekel, bildam vzdušje, bi tako rekel, s podjetjem Svilanit, kjer ste veliko komentarjev sprožili za reklamo za pižamo z razgaljenjo žensko, poželi kritike, da ste še enkrat več degradirali funkcijo predsednika, to sem si celo malo zapisal, pa bom malo pocitiral, da imate na podlagi predsedniškega kapitala simbolno dolžnost in odgovornost do ljudi, ki jo s tem ne kažete in da se obnašate na način, ki je očitno nedostojen in nespoštljiv, takšen, ki bi ga morali zavračati. To je bil eden od komentarjev. Absolutno, jaz nimam nič proti, da imajo ljudje svoj pogled. Tudi jaz imam svojo pravico do življenja. Kolikor se je dalo, sem po svojih najboljših močeh dal tej državi takrat, ko sem bil odgovoren za njo vse in je bil absolutno predan. Zdaj pa tudi moram biti na novi življenjski poti, tako kot sem bil prej na politični, se pravi predan svojemu poslu. Jaz sicer niti ne smem, niti ne želim komentirati posamičnih oglaševalskih projektov, niti kakšnih posamičnih poslovnih projektov, ampak tukaj ni šlo samo za reklamo za njih, je šlo tudi reklamo zame. Hotel sem povedati, da kdor oglašuje pri meni, bo naletel na popolno predanost in bom naredil vse za tistega, ki se bo odločil, da bo pri meni oglaševal, da bo najdel točno tisto, kar želi. Oni so to želeli, jaz sem jim to dal. Ampak recimo Nika Kovač iz inštituta 8. marec je to vaše sodelovanje v reklami komentirala z besedami, da to kaže na to, kaj vam je v družbi pomembno. To je dobiček, potrošništvo in v resnici to, da se nek spol postavi na podrejeno mesto. No, to glede slednjega absolutno zanikam, to ni res. A se vas te kritike potem kaj dotaknejo ali v resnici v njih uživate v smislu, spet sem jih malce podžgal, vi ste v bistvu na zelo pameten način dosegli točno to, kar od vas naročnik pričakuje. Glejte, z naročnikom so se odločili za kontraverzno reklamo in smo to naredili. Pika. Gremo potem naprej. A veste, če kdo reče, da je zaradi tega reklama opažena, stari, zaradi tega smo jo naredili. Mislim, jaz nimam težav s tem. Samo sprašujem.
In zato naslednje vprašanje, a se vam zdi, da so pravila igre za vas v podjetniškem svetu manj stroga kot pri upravljanju državniških funkcij v smislu, kaj si lahko privoščite, dokje lahko greste? Tukaj gre za drugačen nivo odgovornosti. Tako kot zdaj pravim, da naredim vse za svojega klienta, tako sem 32 let delal za ljudi, ki so me izvolili. Tukaj ni dobene razlike. Torej, za tistega, za katerega delam, tisti, ki mi zaupa nek posel, neko delo, neko poslanstvo, neko funkcijo, tistemu sem predan v celoti in 32 let sem bil v tem smislu absolutno predan ljudem, ki sem jih zastopal. Zdajle delam za klienta in za svoje sodelavce, da uživajo z mano v tem, kar delam. Ta nivo odgovornosti do javnosti pa se je spremenil, Uroš, seveda. Jaz nisem danes javni funkcionar, ki je dolžen polagati račune za to, kaj počne v zasebnem poslovnem svetu. Razumem občutljivost javnosti, ampak ta občutljivost bi bila verjetno razumljiva, če bi šlo za kakšne nezakonite stvari. In tukaj se mi zdi, da sem res dokazal v svojem življenju, da sem zelo, zelo pozoren, da se to ne dogaja. Če bi šlo za kakšne neetične stvari, tudi tukaj glede tega sem pokazal. Da pa gre, dostikrat je šlo že prej v karieri, za neke mejne stvari, ker je en del javnosti ocenil, da so tudi preko mejne. Ne? To je bilo pa že prej, kakšenkrat, na koncu, če želite 9krat zapored zmagati, morate početi nekaj, kar drugi ne delajo. Ali vi mislite... Ne delate vedno prav. Ne? Delate tudi narobe. In, kot pravi moja Tanja, delate tudi neumnosti. Ne? Ampak to je vse v kontekstu iskanja tistega, kar je dobro, kar je uspešno, kar je na koncu vendarle potrebno za to, da lahko opravljate svoje delo. Ne? Katera je bila, recimo, po vašem mnenju največja neumnost potem, ki ste jo naredili? Torej, teh je bilo veliko. Ampak, recimo, dajva prve 3. Če bi me prej pripravljali na vprašanje, moram biti, mislim, mogoče se bom skozi pogovor spomnil, da jih bom rangiral pravilno, ampak gledajte, bom drugače odgovoril, pa se bom poskušal skozi pogovor spomniti, ampak zadnjič so me povabili mladi ljudje, z njimi posebej delam, iz vrste razlogov. In imam tudi, se mi zdi generacijsko med njimi največjo naklonjenost. Kolikor mi lahko preko mojih podatkov, ki jih dobivam preko Instagrama, Facebooka, TikToka in X-a lahko vidim. Ne? Oni so najbolj zvesti sledilci. Ne? Mladi ljudje med 14 in 24 letom. Ne? In zadnjič sem imel z njimi pogovor in so me spraševali pomembne stvari. Ne? Nekaj so že rekel o zadoščenju, ampak nekaj pa dajmo reči tudi o obžalovanju. Ne? Če pa ste me vprašali za neumnosti. Ne? In moj odgovor ni, da jaz obžalujem stvari, ki sem jih naredil narobe. Jaz obžalujem stvari, ki jih nisem naredil zato, ker sem se zbal, da jih ne bi naredil. Ker mi je zmanjkal pogum, da jih nisem naredil, čeprav sem mislil, da bi bilo to dobro ali pa prav. Da jih nisem naredil, zaradi tega, ker nisem zbral dovolj poguma, to obžalujem. So stvari v mojem življenju, ki jih obžalujem, ki bi jih lahko naredil morda, če bi takrat zbral pogum in samo zaradi oportunosti, jih nisem. In se mi je zdelo, da razumejo mladi ljudje, čeprav so manj izkušeni v življenjsko, so razumeli to razliko. Eno so napake, drugo je pa pomanjkanje hrabrosti takrat, ko je treba narediti kakšno stvar, ki gre proti nekemu splošnemu prepričanju, ki zbuja nelagodje, ki terja od tebe neko posebno energijo ali pa strast. To obžalujem. So bili taki trenutki v življenju, ko bi lahko naredil kaj več kot sem. Ampak to je samo šola za naprej. Ampak s to reklamo za pižamo ste pa naredili ravno to. In se mi zdi, da zdaj kot podjetnik počnete ravno to. Da greste tako, kot mislite, da je prav. Ali se moti. Ja, glejte, in greste seveda proti opinion makerjem. Ker mi smo zdaj v tej situaciji. Problem je, da me jemljajo še vedno kot politika. Da se bom jaz vrnil v politiko. Tako je, bojijo vsakega. Ja, in je treba preventivno ravnati. Preventivno se bolj kot jim pravim, da ne se ne bojijo, ker se ne bom vrnil v politiko, ker me to ne zanima več, bolj mislijo, da jih zavajam. Torej, nimam nobene želje, da bi se vrnil v politiko. To, kar delam rad, star sem, ne moram stokati v življenju zdaj še menjati svojega dela. In rad bi tudi seveda odgovorno delal svojo ekipo ljudi, ki se veča, se z mano identificira.
Tako da tudi klijente, kot rečeno, ne bi rad razočaral. Morate pa nekaj razumeti, ko stopite recimo zlasti v trg oglaševanja. Vi ne morate delati isto, kar delajo vsi ostali. Morate delati nekaj drugače. In jaz sem zdaj v situaciji, ko ustanavljam svojo lastno produkcijsko skupino, tako smo se odločili. To je seveda znova neka investicija, do neke mere tvegan projekt, ampak zdi se nam, da imamo dovolj... Zakaj ste za to odločili, ja? Zato, ker se nam zdi, da znamo kakšne stvari narediti sami, boljše. Morda, recimo reklama, ki smo jo naredili za Samsonite, je reklama profesionalcev, ki smo jo snemali 10 ur za ekipo 18 ljudi, To si seveda zdaj še ne morem privoščiti, tudi take reklame nisem sposoben narediti, ne za plakate, ne za televizijsko reklamo. Ampak smo pa dovolj videli skozi snemanje drugih reklam, da znamo mi kakšne stvari narediti drugače in da so klienti, to smo zlasti ugotovili zdaj po tej reklami za Svilanit, da so klienti, ki so planili na nas za to, da nas se z nami dogovorijo, da bi delali, zato ker si želijo imeti drugačnih reklam, ker oni pravijo, seveda, mi si želimo, da nas bi opazili. Seveda ne bo z mano vedno blondinka, jasno, da ne. Bila je tam zato, ker smo jo rabili za to reklamo in mislim, da je čisto spodoben način, nič posebnega. Ampak bo reklamo poskušala biti drugače in točno to jaz rabim. Če ne bom šel predaleč, k nam je pristopil recimo pač klient, ki želi prodajati nekaj, za kar sem ocenil, da želi prodajati pesek v puščavi. In je rekel, vi boste to znali narediti. Je rekel, zato sem prišel do vas. Mi smo se zmenili za polletno sodelovanje in je rekel, ko me čakam, da vidim vaš izdelek. Se pravi, prodajmo pesek v puščavi. Moja naloga je, da prodam pesek v puščavi. Lahko izdate že zdaj tega, ne? Vidim, da ste se že naučili strogo poslovno. Pa je v sodelovanju recimo še malce tukaj s klienti v Sloveniji, z Ivom Boskarolom. Ja, z Ivom sodelujeva na projektu oglaševanja. On se je pred časom name obrnil, ker je želel, da bi bil pri promociji Odiseje, ki jo je postavil in smo se tako tudi odločili, zato sem sprejel njegovo povabilo, da sem v žiriji, ki je izbirala Miss Universe, pri čemer morate povedati, to čisto, moram povedati, čisto lepa vloga, Sej nisem branil. Potem pa je rekel, jaz sem pač lastnik te velike, oziroma tega velikega startupa, Sipa Boards, to je električni sup. Mi želimo narediti drugačno reklamo, da bi bili opaženi na mednarodnih sejmih. That's your job. In jaz sem to naredil, ne vem, če je kdo to videl, to je bila precej odmevna reklama. Ampak bolj po svetu kot tukaj, jaz namreč v obleki sem na supu, Ja, se spomnim. in pijem kozarec viskija, medtem ko me sup pelje v pristanišče. Ti supi se veliko bolj prodajajo na tujih trgih kot v Sloveniji in morda tudi zaradi te reklame, morda ne, so ravno kar podpisali pogodbo z BMW-jem. Vsaki bo kupil nov X3, BMW bo dobil zraven ta Sipa Board. Tako da gre reklama naprej. Če primerjate recimo zahteve tujih klientov pa domačih, kakšne so razlike recimo? So? Ja, oni veliko bolj želijo tržiti to, da sem jaz bil bivši predsednik. Več pa ne morem govoriti. Doma nam to ni treba, itak ljudje vedo. Skratka, moja želja pri tem oglaševanju ni toliko zato, da bi to postal še en zelo pomemben vir dohodka, čeprav se izkazuje, da to ni tako slabo, ampak da smo tukaj res kreativni, ustvarjalni, da moja mlada ekipa dela, da najamemo tudi svetovalce, da najamemo druge ljudi, ki želijo zame delati. Prav zdaj v kratkem bom dal ven oglas še za 2 kreativna sodelavca, ampak želim imeti mlade ljudi med 19 in 30. Zakaj mlade ljudi? Zato, ker nimajo takih, kako bi rekel, zavor, ki pridejo za socializacijo, za izkušnjami. Vi bolj, ko ste izkušeni, bolj ste previdni, v življenju, praviloma. Mladi ljudje pa niso toliko previdni in vam dajo za misli za stvari, o katerih vi ne razmišljate, ker ste že preveč previden. Me razumete? Ja, razumem. Ampak potem se nekateri ustrašijo. Pa radi delajo, mladi ljudje radi delajo. Mladi ljudje zelo radi delajo. Oni delajo zaradi tega, da ustvarjajo, veste. Ampak recimo, koliko vas je potem že vse skupaj, recimo? Zdaj nas je 6. 6. Dobro. Medex, sodelovanje z Medexom. Ne morem komentirati posameznih letov. Povejte mi potem, kako ste prišli do
podcasta? Mi smo sami razmišljali o tem, da bi imeli podcast, potem pa se je tukaj oglasil Mastercard in vprašal, če je bil pripravljen delati njihov podcast. In to se nam je zdelo seveda z takega in drugačnega vidika sanjska ponudba in bi mogel biti precej neumen, da bi jo zavrnil, in moram se zahvaliti torej sponzorju, da skupaj za profesionalno ekipo, ki to dela, to so verjetno eni najboljših producentov za podcaste v Sloveniji, da ustvarjamo res podcaste, ki so zelo gledani. Ne samo doma, ampak tudi na tujem. Če delate podcaste z recimo Anžetom Kompitarjem ali pa Primožem Rogličem ali pa z Jano Garnbret, ste lahko prepričani, da bo prej ali slej to odmevalo tudi v tujini in točno to tudi dosegamo. Ne. Ampak zanimivo, ne? Gledani so tudi tisti, ki tematizirajo recimo kakšno punčko, ki je prebolela raka, ne? To je bila moja prva gostja. Potem recimo Živo Remic, 15-letno punco, ki je druga najboljša atletina na svetu. Pa seveda recimo celo vrsto ljudi, ki so navdihujoči, recimo Alen Kobilica, ne? In tako naprej. Ne? Podcast se imenuje Podcast Navdiha in enkrat na mesec gostim ljudi, ki so dali nekaj v življenju v tej skupnosti in jo navdihujejo z njihovimi življenjskimi zgodbami. Koliko podcastov je že 12 na leto. 12 na leto? Ja, jih je kar 30 že, ne, približno. Zdaj, kako se vi zdaj odločate, recimo, v kater projekt boste šel, kaj boste zbrali? Je to samo vaša odločitev ali poslušate to ekipo, ki jo imate okrog sebe? No, gotovo je vse timsko delo. Jasno, da to ekipo vodim, ne? V dobrem in slabem, ampak delamo skupaj in vsak ima svoje delo. Jaz sem, hvala Bogu, obdržal od stare ekipe dr. Brglezov, ki je bila prej vodja mojega kabineta. Me pozna v dobrem in slabem, točno ve, kaj in kako. Potem je tukaj za PR ostala Špela Volk, drugo je pa vse novo in mlado. Ne? Kaj pa odločanje, recimo? A se zdaj v podjetniških vodah odločate drugače, kot ste se recimo odločali kot predsednik vlade, ne? Ko so vaše odločitve v bistvu vplivale na to, kako bomo živeli v Sloveniji? Seveda. Torej, kot predsednik vlade, predsednik parlamenta, predsednik države si dolžen skrbeti za vse. Ne? Moraš imeti pred sebo celotno skupnost. Ne? Tvoje odločitve vplivajo na ljudi, ki jih ne poznaš, in jih moraš imeti pred očmi. Ne? Zato sem se tudi v svoji karieri tako zelo veliko družil z ljudmi, ker sem jih želel imeti fizično pred očmi, z njihovimi slabimi in dobrimi komentarji glede mojega dela, z njihovimi skrbmi, žalostmi in tudi veseljem. Ne? Mislim, da noben politik, skoraj noben, verjetno ni imel toliko obiskov po Sloveniji in sprejel toliko ljudi, kot sem jih jaz. Ne bi vedel za koga, ki je se toliko trudil biti z ljudmi, zato da sem jih razumel. Skratka, zavedal sem se, da odgovarjam tej skupnosti. Ne. Zdaj ne odgovarjam. Čeprav me še mnogi tretirajo za politika, jaz to nisem več, jaz sem v zasebnem sektorju in odgovarjam tistemu, za katerega delam. Ne. A zdaj, kaj recimo, odkar ste v zasebnem sektorju, kaj bolj razumete recimo podjetnike pa njihove težave, kot takrat, ko ste bili v politiki? No, ko greste tudi sami. Gotovo, ko plačujete davke in jaz jih želim zelo, zelo torej, vestno izpolnjevati, ker vem, da bi se takoj name usul kup kritike, če bi sam evro, ki je pomotoma zamudil. Ne. Tako da se obrnil na Ivana Simiča, ne, in sem rekel, Ivan, prosim, če mi to tvoja agentka eno pooblastiš, ureja zares skrbno in to dela, gospa Katja, in ko vidim, da plačujemo veliko, si mislim, mogoče prej, ko sem bil predsednik vlade in države, nisem vedel, da je to tako težko zbran in oddan denar, da bi mogli z njim bolj gospodarno delati. Ne? A veste? Bolj gospodarno. Sej vemo, da, a veste, na načelni ravni vsak politik ve, da je odgovoren za to, da gospodarno razdanem, ampak tega zavedanja je še vedno premalo. Mi mislimo, da je javna uprava vreča brez dna. Ne. Ta vreča ima svoje dno. Ne. In gre za to, da ne samo, da jo imamo, ampak da dela tudi učinkovito in produktivno. Ne. Pa se mi ne zdi, da. Tisto, kar me najbolj moti, ne, recimo Uroš, je naslednje, ne, da imate recimo, zdaj se vračam nazaj sicer, ampak jaz v zasebnem sektorju, če delam dobro, veliko, tudi dobro in veliko zaslužim. Če ne delam nič, ne dobim nič. Ne? V javnem sektorju ni tako.
lahko delate dobro ali slabo, dobite enako. To me najbolj moti. In tudi, ko sem bil predsednik vlade in so se z ministrico Krebsovo odločila, da to malček spremenijo, so ugotovila, da pravzaprav tega ne znava. Zakaj? Ali pa ne zmoreva. Zato, ker je ta aparat tako... Zato, ker je zelo težko prideti do kriterijev, ki bodo predstojnikom omogočili, da bodo pošteno ocenili tistega, ki dela dobro in tistega, ki dela slabo. Ko vi date to možnost, da se to oceni, do neke mere ta možnost je, v bistvu vsi dobijo najvišje ocene. Ne? Ker drugače pride do socialnih tenzij v tistih kolektivih. In to se mi zdi, da je slabost, ne vem, tudi drugje ni idealno rešeno, nikjer po svetu, ne? Ampak to je slabost vseh javnih uprav, naše pa se mi zdi še zlasti, no? Da imate ljudi, ki zelo dobro delajo, zares, jaz jih poznam osebno in sicer. In dobijo enako kot tisti, ki res nič ne naredijo. Ne? In to me moti. Ne? V zasebnem sektorju to le malce drugače. Če tukaj ne delate, in jaz delam zdaj zelo veliko, ne? Tanja pravi, da absolutno pretiravam. Kako izgleda zdaj recimo vaš delovnik? Cel dan. Lih tako, kot sem prej prihajal pozno zvečer domov, tudi zdaj prihajam pozno zvečer domov. In me nič to ne moti, rad delam. Ker delam za kitajske kliente, je dostikrat potrebno vstati takrat, ko mi zazvoni pač mail, kajti je potrebno urediti stvari tako in drugače, in pri njih se delovni dan začne ob 8, mi imamo 6-urno razliko, ne? To je ob 2 ponoči, in ko pride on v službo, želi kakšno stvar urediti še takoj, zlasti če je to za Združene države, je treba to urediti takoj, kajti na drugi strani Atlantika je še noč. Glejte, ob tej reklami, ne, za pižamo je bil eden od očitkov. Ne, če bi vedel, bi prinesel za vas. Ja. Pa celo vzel bi jo. Nekaj je zelo dobro, ja. To vam moram reči. lepa je. Je bil, ne, da to kaže, ne, da vam gre samo za dobiček. Vam gre samo za dobiček v podjetništvu? Ne, gre za to, da uživam tudi v tem, kar delam. Ne bi nikoli naredil nekaj, v čemer ne bi užival. Skoraj tudi, če bi proti volji poslovne. Že vsakemu rečem, rade volje bom delal za vas, vendar moram uživati, ko bom delal za vas, kajti potem bom delal dobro. Ne? Tudi, če bo šlo za zelo težke stvari. In v bistvu dejansko me najemejo zato, ker gre za kakšenkrat zelo nemogoče stvari, ampak bom poskušal narediti, da bo narejeno. In to mi daje občutek. A je to ta izziv? Recimo, je to tisto, k čemer vi strmite? Ja, da naredim nekaj, kar se zdi morda težko. Ne? Kaj ti pride do mene ljudje, ki mislijo, da so izčrpali vse druge možnosti in pravijo, a bi se dalo tukaj kaj narediti. Ne bi se dalo prodati pesek v puščavi. Bomo probali. In v pogodbi tudi piše prav za to pogodbo, za pesek v puščavi, da če klient s tistim, kar bom naredil, ne bom zadovoljen, bom mu vrnil vse. Ves denar. Ves denar. Kaj teže zdaj biti po teh 2-3 letih izkušenj v podjetništvu, politik ali podjetnik? To sta dve različne odgovornosti. Oboje. Danes se nikoli ne bi vrnil v politiko, nimam te strasti, nimam te želje, ampak ko sem začel politično kariero, sem imel pa samo to strast in željo. In oboje je pomembno, ko si mlad, imaš to energijo in zaletavost in neskončno energijo, ko si star, pa imaš vendarle neko izkušenost, eno modrost, ne, tudi eno premišljenost. Ne. Na koncu moram tako povedati, jaz verjetno ne bi bil, vsaj po mojem, bo seveda veliko kritik, kar bom rekel, ampak ne bi bil tako dober predsednik države, če ne bi bil prej verjetno slab predsednik vlade. Ne? Ta izkušnja mi je zelo pomagala, da sem kot izkušnja zrela persona prišel na položaj, ki terja neko predvsem zrelost in premišljenost in manj zaletavost in kaj drugega. Ne? S to časovno distanco, ne? Zakaj ste bil slab predsednik vlade? Ker to redko kateri politik je pripravljen priznati. Ja, to moram da sem prišel tja premalo, kljub vsemu, premalo izkušen, z premalo jasnimi pogledi na rešitve, ki jih je takrat nenadoma pred vlado postavil čas. Jaz sem prisegel v tistih tednih, ko se je na Wall Streetu sesul bančni sistem. Lehman Brothers je propadel 15. septembra, jaz sem tedni kasneje ali nekaj takega, ali en mesec kasneje prisegel kot predsednik vlade. Vse je šlo potem navzdol, ne? Ljudje so izgubljali službe, tovarne so se zapirale, banke niso več dajale kreditov, propadale so, imeli smo težave s Hrvaško. Ne? To je bilo za enega fanta, ki je prišel na ta položaj z željo, da bo sredi običajnih okoliščin, kot jih imel prej Janša ali pa Rop ali pa Drnovšek, poskušal narediti nekaj drugače. Ne? Koliko ste bili stari takrat, samo za intermezzo?
Ja, 40. Ne gre toliko za starost, ampak moj največji problem je bil, da sem bil premalo suveren kot predsednik vlade. Ne? To sem že večkrat povedal. To pa ni bil problem, ko sem bil predsednik države. Ko sem bil predsednik države, sem bil suveren, tako in drugače, ampak tudi neodvisen od svojega okolja. Delal sem tisto, kar sem presojal, da je prav. Kot predsednik vlade pa te kvalifikacije nisem imel. In zdaj vem, da je zelo pomembno, da tisti, ki vodi zlasti vlado, pa seveda tudi državo ali parlament, da je suverena osebnost v tem smislu, kar ustava pravi, delal bom po svoji vesti. Zakaj to tako? To je zelo pomembno po svoji vesti. Glejte, nihče ne dela vedno vse prav. Uroš, nikoli ni človeka, nobody's perfect, ni človeka, ki bi bil perfekten. In vsak se zmoti in dela napake in te napake plačujejo ljudje. Če že dela napake, če že greši v svojih odločitvah, potem mora grešiti in delati napake zato, ker je prepričan, da dela nekaj, kar bi bilo sicer prav, čeprav se potem kasneje izkaže, da je narobe. Če pa nekdo dela narobe zato, ker je v to prisiljen, zaradi okoliščin drugih, zato, ker ima od tega kakšno korist, kar je popolnoma neetično, če zaradi tega dela napake in krivico ljudem, to je pa narobe. V tem smislu je vest. A veste, jaz moram priznati, da sem šele z nekim zamikom razumel, kaj pomeni, da povsod po svetu državniki prisegajo na vest. Kajti, kot rečeno, nihče ni nezmotljiv in takrat, ko ste vi pred odločitvami, za katere izkušnje nima pravzaprav nihče, ko se vi odločite za eno izmed njih, se morate odločiti po svoji vesti. Ne se sprašujete, kaj bo unmu prav ali pa kakšne koristi boste vi imeli od tega. Me razumete? Jaz sem se po svoji vesti odločil, da bom šel recimo v blokado Hrvaške. Po svoji vesti. Presojal sem, da nimam druge moči, kot da Hrvaško prisilim, da na ta način uredimo vprašanje meje. In tudi, ko sem sklenil pogovor s Kosovo, sem sklenil po svoji vesti. To je bila ena boljših stvari, ki sem jih naredil kot predsednik vlade. Tudi, ko sem recimo šel na spravno slovesnost z Matarelo v Trst, ko je bilo toliko polemika, je to prav, da greva pred oba spomenika, pred spomeniki spominja na žrtve fašizma in na spomeniki spominja na žrtve komunizma. A je to prav? Kaj zdaj to povem? A je to naivno? Sem se odločil po svoji vesti. Vi morate vedeti, ko sem se peljal z avtom iz Ljubljane in smo šli preko mejnega prehoda v Sežani, je bilo tam na stotine, če ne tisoče ljudi, ki so protestirali proti tej moji drži. Ampak sem vedel v dnu srca, kot Primorc, kot Krašovec, da je to točno tisto, kar rabimo. Prelom s preteklostjo na spoštljiv način. Na obeh straneh. Ker je bilo tudi za Matarelo to težko narediti. Iti pred spomenik 4 antifašistov, ki velja v Italiji formalno za spomenik 4 teroristov, je bilo njemu težko. Iti meni pred slovensko javnostjo, pred spomenik, ki spominja na poboje Istrijanov, ni bilo lahko. To so občutljive stvari, ampak če vi mislite, da delate prav, in danes to pušča posledice v življenju zamejske skupnosti, v Trstu. In to na dober način. Italijani in Slovenci tudi zaradi tega živijo v večjem sožitju. To so velike reči. Ampak to je bilo storjeno zato, ker sem to storil po vesti. Če bi jaz takrat se prepustil, ko bi rekel, kritikam, ki so letele name, ko se je izvedel, da bomo to naredili, bi se umaknil zaradi odsotnosti poguma. In to bi obžaloval. To bi bilo obžalovanje. Imate ta pogum pa to suverenost zdaj v tem podjetniškem svetu? Ja. Zdaj, zdaj naredite vsaka podjetniška odločitev, tukaj tudi Jure, ki vodi Devesoft, ki je nekaj drugega, seveda naredite napake, ampak jih potem tudi odpravljate, greste po poti, ki se izkaže za zaprto, greste nazaj, greste naprej. Kakšenkrat pa morate riniti tudi tam, kjer se postavi prepreka. Če verjamete, da je za prepreko pot naprej. Ker jaz, ko sem podeljeval kot predsednik države odlikovanja, sem se vedno spraševal, zakaj prav ti ljudje dobijo odlikovanje? Sej ta ni edini, ki ima znanje. Znanje imajo tudi drugi. Pa sej ta ni edini, ki recimo ima talent. Sej talente imajo tudi drugi. In tako naprej. In sem prišel na koncu do spoznanja, da so to ljudje, ki vztrajajo. Ki delajo nekaj radi, to je jasno, ljubijo svoj posel, ampak predvsem vztrajajo in imajo fokus. Fokus in vztrajanje. In tega se poskušam tudi zdaj jaz držati. Delam stvari, ki jih delam rad,
ne brez napak, in poskušam imeti fokus in ustrajanje. In če sem se zdaj odločil, da gremo recimo počasi proti temu, da gremo v en Pahor Production Team, ali boh ve, kako bomo to imenovali, potem zdaj razmišljamo o tem, kako bomo to naredili in bomo v to investirali. Morda bomo investirali pametno, morda ne, ampak dokler sem jaz solventen, je zame vse v redu. V čem vse razmišljate? Kaj vse na mizi zdaj pri tem Pahor Teamu? O tom potom. Ampak zaenkrat je to približno okvir, ki ga jaz še zmorem, več od tega pa mislim, da se ne bilo temu. Mislim, da je to. Ker potem je tukaj še zavod. Ne? Zavod je inštitut, seveda ta zavod potrebuje sredstva in tukaj imamo nekaj ljudi, ki so nam pripravljeni z donacijami pomagati, nekaj pa treba tudi seveda sami investirati, pa z delom. Ta inštitut tudi rad vodim in tudi tukaj imamo celo vrsto, recimo, prostovoljcev, ki delajo za nas. Ta inštitut je ustanovljen zato, da s svojimi izkušnjami pomagam pri širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Mislim, da dela Evropska komisija zdaj veliko napako, ko se širi samo na Črno goro in Albanijo. To je sicer za te dve državi v redu. Razumem, da sta tudi ti dve državi zadovoljni. Razumem, da to komisija dela zato, ker želi pokazati, da vendarle ta širitvena strategija ni brez učinka, ampak to za samo varnost v Zahodnem Balkanu ne pomeni zelo veliko. Srbija ostane zunaj, Bosna, Kosovo ostaja zunaj, Makedonija. Moj, kot veste, predlog je drugačen, ga tudi skozi zavod, skozi v bistvu predstavljamo, zaradi tega sem tudi povabljen 14. januarja na predstavitev tega projekta v London. Gre za to, da bi morali v nekaj letih vsem državam, 6 regijam dati možnost, da referendum odločijo, ali gre v Evropsko unijo ali ne. Če bi Evropska komisija imela močno politično osebnost na vrhu, če bi bila drugače strukturirana, bi zelo verjetno ravnala tako, kot ravna, ne vem, Združene države Amerike, šla bi tja na Zahodni Balkan, zapičila zastavo Evropske unije, rekla, to je naše in nihče ne more sem priti. Mi pa zdaj puščamo ta prostor odprt z vsemi problemi, ki jih imajo. Tam prihaja ruski vpliv, prihaja kitajski vpliv, prihaja vpliv iz zaliva. Mi pa mislimo, da ta prostor brez težav in brez skrbi čaka na to, da bo enkrat postal član Evropske unije. Mogoče pa ne, mogoče bo šlo s kakšnimi težavami, ki si jih ne želimo. Kako Tanja in Luka gledate na to vašo podjetniško pot? Sta skeptična, vas spodbujata? Luka je, to moram povedati, sam dosegel to, kar je. Sigurno je pri meni kakšenkrat videl, kaj mora narediti, pa tudi kaj ne sme narediti. Ne? Ampak je bil moj prijatelj ves ta zrel čas, ne? Od 15. naprej, ko je lahko malo bolj se vživel v moje delo. Ni bil samo moj sin, je bil tudi moj prijatelj in je tudi moj vzornik danes. Luka je moj vzornik. Zakaj? Zato, ker je absolutno veliko bolj zrel, kot sem jaz bil v njegovih letih. Danes je dopolnil 28 let. Je diplomat v Bruslju. Jaz s svojim karakterjem ali pa svojim znanjem ali pa ne vem, veste, on je šel potem dokončati študij na Dunaj v času covida, tam zdržati ta pritisk, biti v tisti mehni sobici 2 leti in narediti z odliko Dunajsko diplomatsko akademijo, vsakamu čast. Jaz sem govoril takrat z rektorjem oziroma z direktorjem Dunajske diplomatske univerze, rekel, veste, ko smo šli na podelitev diploma, 2 tipa ljudi se je izkazali v covidu. En tip je kompletno propadel, pa so bili vsi talentirani, vsi so veliko znali. En tip je pa kompletno uspel, ker se je toliko sfokusiral na to, da to želi. In je rekel, vaš sin je padel v ta drug koncept. Čisto se je uživel v to, da želi biti enkrat diplomat. In potem je tukaj naredil v Sloveniji vse diplomatske izpite in zdaj je pač v Bruslju v diplomati in se vesel. Tanja pa zaključuje odvetniško kariero. Kako pa gleda zdaj na vašo to podjetje? Ne, sigurno je bolj všeč, kot sem bil. Ja, Tanja je absolutno zadržan, zaprt tip, ne vem, koliko jo poznate. No. Ona je sicer vse naredila, kar je bilo treba kot prva dama, ampak ni želela siliti v ospredje, želela biti diskretno od zadaj in je bilo to na nek način neka dolžnost, ki jo je sprejela, ampak je bila tako zelo vesela, ko se je vse skupaj končalo. Ampak ko ste tole rekli, sem se pa nečesa spomnil in bi rad res slišal vaš komentar. Tanja ni vzela evra za to, da je opravljala funkcije prve dame. Je tako? Ja. Pa kako gledate zdaj recimo na to, da Aleš Musar ob vsem?
Prosim? Ne gledam. Ne gledate. Ampak vseeno, da jemljete 600, 800, ne gledate. Naprej naslednje vprašanje. Čakaj, da me boste vprašal, gospod Pahor, kdaj boste odstopili? Ne. Danes pa ste podjetnik, nimate kam odstopati. To smo že dala parkrat skozi. Vedno so bili zanimivi vaši odgovori na to vprašanje, to moram priznati. Zato bom mogoče kar začela, mimo vedno za konec, ne, še opatala vprašanje publike. Ne. In bom začel s prvim. V svoji karieri ste spoznali ogromno pomembnih ljudi. Kdo izmed njih vas je najbolj pozitivno presenetil s tem, da vas je naučil nekaj, česar res niste pričakovali in kako je to vplivalo na vaše nadaljne delo? Da me je naučil nekaj, česar nisem pričakoval? Ja. To bi bil verjetno predsednik Obama. Mi dva sva skupaj kandidirali za predsednika vlade, on za predsednika ZDA, natančno v istem času. Jaz sem bil izvoljen septembra 2008, on pa potem novembra za predsednika ZDA. In zmagal je s tem, ko je pravzaprav kot prvi predsednik na socialnih omrežjih, na Facebooku, zbral milijardo drobnega denarja, kot se temu reče, small money, od študentov, delavcev in tako naprej. To je bilo fascinantno. Ni bil odvisen od velikega kapitala, ni ga financiral Wall Street, njega so dejansko podprli ljudje, ki so čutili v njem dejansko odraz drugačnosti. To sem jaz se spremljal, bil je nekako, ne moj vzornik, no, ampak nekako, do neke mere tudi. Potem pa so se, mislim, da leto kasneje srečala na njegovi ambasadi, na ambasadi ZDA, ob srečanju predsednikov vlad iz srednje in vzhodne Evrope in po večeri, ki smo jo imeli, nas je bilo, mislim, da 6 ali 7, pa on, so ostala sama na večeri, po večeri in sva se dotaknila te teme. In takrat mi je bilo prvič jasno, da je nekomu popolnoma jasno, kot je bilo Obami, da prihaja nova doba. Takrat se še ni vedelo za Instagram, takrat se še ni vedelo za X, ampak on je imel absolutno, bom rekel, odlično intuicijo za to, da je takrat videl tako imenovano digitalno politiko. Se pravi politiko, ki bo počasi prehajala iz analognega sveta v digitalni, kjer bo treba na čisto drugačen način tržiti svoje politične zamisli. In to me takrat zelo prevzelo. Nisem pričakoval, me je pa prevzelo. Je bilo kaj težko tiste prve dni ali tedne, potem, ko niste bili več predsednik, prej toliko klicev, ne, vabil, občudovanja, potem pa kar naenkrat ne več? Ne, tega ni bilo pri meni. Ni bilo? Tudi nisem pričakoval. Jaz sem takoj naslednji dan se vživel v novo vlogo, jaz sem pozabil. Tudi dostikrat zdaj je kdo presenečen, ampak jaz, ne da sem pozabil, da sem bil v politiki, ampak ne razmišljam o tem. Ne razmišljam zdaj o prihodnosti. Vedno sem razmišljal o prihodnosti. Zakaj? Zato, ker imam rad cilje, imam rad ambicije, imam rad, da me nekaj, a veste, jaz sem 63 let star, jaz sem star človek že. In vas mora nekaj nositi po koncu, da zdržite kakšenkrat tudi recimo nehvaležne fizične pa psihične obremenitve. Tako da tukaj vidim jaz neko primerjalno prednost s kolegi, ki so recimo približno v istem statusu. Kajti, če vi želite recimo iti tako v Peking nazaj v 3 dneh, tam opraviti svoje delo, to je nek fizičen napor in vi morate biti tudi v fizični kondiciji, morate stalno skrbeti tudi športom, zato se dobro počutite. In tudi to je treba imeti v tem, kako bi rekel, portfelju vaših dnevnih aktivnosti. Verjetno imate v poslovnem svetu mnogo vrat odprtih, ker vas vsi poznajo, kot uspešnega predsednika države. Ali imate zato tudi kakšna vrata zaprta? A seveda. Recimo kje? Katera? Mislim, spet, bil je nek klient po tej reklami, ki je razmišljal o tem, da bi me najel za oglaševanje. Po kateri reklami? Po tej zadnji reklami. Ta je bila pravzaprav ena uvodnih, prej smo imeli bolj take poskusne, razen Sipa Borda. Ampak na koncu je centrala njegova ugotovila v tujini, da sem jaz politik in da njihova etična komisija te korporacije ne dovoljuje, da bi se kakršnekoli stvari delale za politiki. Jaz sem sicer rekel, jaz nisem več politik. Sem rekel, razumemo, sam javnost vas tako razume in mi smo tukaj konzervativno tolmačili naša etična pravila in
žal moramo sporočiti, da sodelovanje vsaj zaenkrat ne prej upoštevano. Tukaj so potem še 3 vprašanja, kar zadeva reklame s pižamo, ampak sva jih že obdelala. Se mi pa zdi tole primerno za zadnjo vprašanje za vas danes. Kakšna bi bila za vas idealna Slovenija? Absolutno smo mi sposobni dati od sebe več. Absolutno. Zdaj bom rekel nekaj, kar je zelo prežvečena fraza. Zelo veliko. Velika večina Slovencev je pridnih, ambicioznih in delovnih ljudi. Ta delovna etika je še vedno pri nas. To, da država ni sposobna te delovnosti, ambicioznosti, podjetnosti bolje organizirati, to je naš največji problem. Mislim, da se preveč zanašamo na to, da država mora za preveč stvari poskrbeti. Jaz mislim, da so ljudje sposobni veliko bolj poskrbeti za kakšne stvari, kot je to namesto njih zdaj želi delati država. In v tem smislu, ne zato, ker sem jaz podjetnik, ampak verjamem v podjetnost, ne samo v tem ekonomskem smislu besede, ampak tudi v miselno. Ko vi date Slovencem priložnost, da nekaj ustvarjajo, sem jaz prepričan, da če bi imeli pogoje boljše, bi ustvarili veliko več kot zdaj. In v tem smislu sem prepričan, da to kažejo tudi dokazi tistih, ki si vendarle pač izborijo možnost, da to naredijo in pokažejo, da so globalno lahko vrhunski. Gospod Pahor, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam, da ste me povabili in hvala vam, da ste prišli. Srečno. Hvala. Sledi pa mlada akrobatka Marjeta Hribar v Olmi. Lep pozdrav vsem. Moje ime je Marjeta Hribar in sem oblikovalka nakita. Ponavadi vedno rečem, da sem oblikovalka nakita, pa vendar ravno tako ves ta kontekst nakita bo zraven sledi, potem zraven tudi ravno tako so to tudi oblikovalski izdelki, poslovna darila in pa po drugi strani tudi so recimo skulpture in kipci, ki se nahajajo marsikje po svetu. Ne vem, če se točno zdaj le slišim, ampak izhajam, nimam toliko zasavskega naglasa danes, nahajamo se v Katapultu Trbovljah in jaz izhajam iz Zasavja. In vedno me vsak vpraša, zakaj premog, kajti ves moj nakit je izdelan iz premoga. In moj prvi odgovor je, jaz sem iz Zasavja. In po drugi strani sem že od nekdaj, pač kot vsi oblikovalci, najprej začneš z majhnimi drobnimi stvarmi, nakit je prva stvar. A veste, kaj sem začela raziskovati, od kje sploh izhaja nakit? Sem ugotovila, da recimo že v prastarih časih ljudje tisti, ki so recimo, želeli pokazati, kako so pogumni, kaj so naredili. Nekdo, ki je ubil medveda, si je na sebe postavil njegov zob in s tem pokazal, kdo je. In iz tega izhajajoč recimo, zakaj premog? Ja, Zasavka sem. Nosila bom premog. Zakaj? Ker je vedno bil in bo naš. Če povem samo en delček te svoje zgodbe, trenutno se Kolmi nakit nahaja na trgu cirka 8 let, to je že kar dolga doba, kar se tega tiče. In moram priznati, da moji prvi izdelki, zakaj premog, in da pokažem, da je premog lahko lep, so bile krone za Miss Slovenije. Takoj zatem smo začeli sodelovati z Alpino, smo naredili kolekcijo celotnih obuval z njimi. Kmalu se je ta zadeva potem razširila tudi na mednarodni trg. Začeli smo sodelovati z Grammy, Oscarji in pa z Emmy, še vedno sodelujemo z njimi in vsako leto je kolekcija mojih zapestnic v njihovih darilnih vrečkah na vseh teh prireditvah, ki se odvijajo v okviru teh velikih izborov. Po drugi strani recimo smo pa po tistem ugotovili, da lahko o premogu tudi kaj povemo. Ker ljudje, veste, takrat, ko so se pri nas v Zasavju začeli premogovniki zapirati, so bili prizadeti. V bistvu premog imamo mi radi, ne glede na to, a je včasih bil tako pomemben in uporaben in v določenem pogledu kar na hitrco postal dokaj razvrednoten in nekaj, kar moramo mi pozabiti, nekaj, kar je treba pustiti v ozadju oziroma v preteklosti. Morate vedeti, da tukaj so bile generacije ljudi, ki so živele in dihale s tem premogom. In ta premog, to recimo,
ko je premog izgubil vrednost, so ga izgubili tudi ljudje. A ne? In po večini, če poznate Zasavce, veste, da potem pri nas to postane vse tiho. Noben ne bo govoril o tem, da je nekoga karkoli prizadelo, a ne? Ampak bo poiskal rešitve na vseh mogočih področjih, ki jih je potrebno funkcionalno, zato da bomo preživeli. Ker mi smo in mi vedno bomo. In rešitve so se najdle. Stvari so šle naprej. Ampak o premogu se pa ni več govorilo. In takrat, ko sem jaz naredila prve kose nakita, veste, ponavadi je vedno tako, da sosedova trava je bolj zelena. Pri mojem nakitu ni bilo tako. Zasavci so ga vzeli za svojega. In ne, da so bili samo moji prvi, tisti, ki so razumeli, kaj hočem s tem povedati, ampak so to tudi razširili dalje. In jaz lahko rečem, da nisem sama, ker to ni le moj projekt, to niso kosi samo moji, ampak so koščki Slovenije, ki hodijo po svetu, ki predstavljajo Slovenijo, ki predstavljajo Zasavje in ne samo Zasavje, premogovništvo je bilo tudi v Portorožu. In včasih, recimo na sejmih, pridem do malih otrok, ki ne vedo, kaj premog je v današnjem času. Ne? In jim razlagam zgodbo, pravljico o tem, kako je bilo tukaj Panonsko morje, kako v tistem času, kako so zrasla ogromna drevesa, džungla, ki je v tistem momentu, takrat človek sploh še ni obstajal. Ta drevesa, ki so rasla v tistem trenutku, na koncu niso strohnela, padla so vodo in se spremenila v premog. In zdaj, ki ga mi poznamo v takšni obliki, kot ga vidimo danes, je šel čez toliko transformacij, kot je šlo recimo Zasavje in kot gre recimo po moje vsak človek posebej. In če po pravici povem, zame premog ni samo material, ampak je nekaj, kar nosi veliko vsebino. In na podlagi tega potem nastaja ves moj nakit, kipci in pa zraven tega seveda tudi velika zgodba, ki jo želimo deliti marsikje, kajti tudi drugje ljudje čutijo te spremembe, ki so v današnjem svetu tako pomembne. Tako da stvari imamo veliko, nakita imamo veliko, kol mi je pa eden. Tako da hvala lepa za tole. Bi pa prosila gospoda Pahorja, če lahko še stopi za trenutek gor, ker jaz mislim, da imam eno darilce, ki mislim, da ga zna poceniti. Jaz sem pa v bistvu, jaz pa vem, da gospod Pahor ima zelo veliko enih dokumentov za podpisati in tako dalje. In jaz mislim, da bo tale set čist primeren za takrat, ko bo človek rabil neko odločnost, pa mislim, da tale premog lahko še kaj pomaga. Gospa, hvala. Seveda pa... Samo sekundica, da pa ne bo šel gospod. Za gospo je tudi potrebno nekaj lepka, še posebej zaradi tega, ker itak kolmi so le nakit. Hvala lepa. Lahko samo v kontekstu tega, kar me je prej Uroš spraševal, povem eno razliko. Preko sem bil predsednik države in moral to prijaviti KPK-ju. Zdaj pa to lahko nesem domov. Sem se pozanimala. Tako da, najlepša vam hvala vsem, da ste bili tukaj, najlepša hvala, da ste me poslušali. Če se pa sprašujete še to, iz kje izhaja ime Kolmi, lokalno ime za premog pri nas v Zasavju je Kolm. Tako da, iz tega smo pri Kolmi.